Meni v studiu pa že moja naslednja gostja, Tina Mentol, ki je moja stara prijateljica, mlada prijateljica, dolgo se že poznava, vendar Tina, ti imaš vedno toliko projektov in že kar nekaj časa prodajaš tudi štumfe, ne, po domače rečeno. Prodajam oziroma izdelujem štumfe. Izdeluješ štumfe, tako dizajniraš jih in tudi izdeluješ. In to so Sloks in zdaj še Slav Socks. In Sloksi si začela. Takole lahko tudi jaz kakšne pokažem, naprimer, tele so potica. In to so nogavice z motivi slovenske hrane in z drugimi slovenskimi motivi tudi, ne? Vendar začelo se je pa s hrano, če se ne motim. Ja, v bistvu se je začelo s hrano, ker sem pač magistrirala z delom slovenske narodne jedi. In potem sem v bistvu iskala en produkt, ki bi lahko promoviral naše jedi tudi pri mlajši ciljni publiki, hkrati bi bil uporabno darilo in tudi možnost turističnega produkta, ne? Se pravi, da bi ga lahko turisti s seboj vzeli na letalo, ker Slovenija v 2021 je gastronomska regija Evrope, ne? In jaz sem takrat razmišljala, ker dosti je restrikcij glede hrane in mislim, ne moramo vzeti hrane v ročno prtljago ali pa pač jo vzeti na potovanje, ne vem, potica se nam lahko pokvari, kranjska, katera poltrajna klobasa, bi se nam lahko tudi sfižila tam v tistem kufru, ne. Flaša se razbije. Flaša se razbije, to je še na manjše zlo, ne. Ampak ja, sem pač v bistvu gledala, kako bi lahko to popularizirala med mladimi, zaradi tega, ker pri nas posod so neki burgerji, posod so french friesi, nek čas so vaflji v modi, nek cajt je pica v modi. Kdaj bo pa v modi naša kranjska klobasa in evo tega je zdaj kranjska klobasa tudi nek motiv na nogavičkah. Sprva sem mislila, da bojo naprimer to kupovali sam mlajša publika, ampak me je zelo presenetilo, da so začeli v bistvu vsi, v bistvu tako citirala so na mlajše, ampak vse starostne skupine so zastopane, tudi babice in detki se to kupijo kot neko šaljivo darilo ali pa, ne vem, za pravega cvičkoljubca, klobasoljubca ali pa nekoga, ki ima zelo rad našo dediščino, za nekoga, ki živi v tujini in tako, no. Kar se mene tiče, bi to lahko bila protokolarna darila, naprimer. Ja, mislim. Skoraj da, ne. Dajte kakšen razpis, ne. Dajte razpis, ne, če gledate, tole bi super zaznamovalo lahko Slovenijo v tujini. Tina, kateri je bil pa prvi motiv, s katerim si začela? Prvi motiv je bil kranjska klobasa in predvsem zato, ker takrat sem se zelo veliko časa ukvarjala s kranjsko klobaso, kot samim uživanjem ob samem pisanju. Predvsem me pa razkurilo, ko sem videla v eni trgovini nogavičke, ki so mi bile zelo všeč, ampak so bile gor hrenovke in sem rekla, joj, ko bilo fejst, da bi mi imeli eno kranjsko klobaso na nogavicah, to bi pač nosila. Ja, in potem sem se pač malo raziskala, kako je pri nas sploh možno izdelovati nogavice v Sloveniji. Hkrati sem iskala nek trajnostni pristop, se pravi, te nogavice, ki so narejene v Sloveniji, ne samo, da so narejene v Sloveniji, ampak imajo tudi ekološki certifikat. Tako da v bistvu sem gledala, da imajo zelo malo vpliva na okolje, oziroma lahko rečem, da ga sploh nimajo, ne. Zaradi tega, ker sam proces celoten, bo rekla, je zelo trajnosten. Zdajle pa tudi prehajam na etikete, ki bo tudi papir izdelan v Sloveniji in sicer z Inštitutom za celulozo in papir. Bomo izdelali papir, kateri je narejen iz invazivnih sort. Vse te rastline, ki so invazivne sorte, jih predelajo v papir. Zato se bo pač tudi, bo rekla, barva same etikete včasih malce razlikovala, ker bo čisto odvisno od tega, kaj bo na voljo in kaj bo semljali in kaj bo predelali. Tako, to je praktično že krožna zgodba, tako. Ja. Lahko že na dobrim dali v našo Tako da, če me pa vprašate, koliko se tukaj izplača, vam sam povem, da sem jaz hodila na filofaks in ne na ekonomijo, tako da... Ja, to
Ja, ampak pa se nogavice zdaj dobro prodajajo? V bistvu, Kako leto bolje? Ja, v bistvu sem se štartala decembra 2019 z 2 produkti in me je zelo presenetil odziv. Trenutno so nogavičke prisotne po 15 lokacijah v sami Sloveniji. Izogibala sem se kakšnih velikih trgovinskih zložb. Ja, zaradi tega, ker trajnostno je to, kar se prodaja in ne tisto, kar stoji, in je možnost izdelave manjših serij. Zato pač jaz gledam, da ni neki dost zaloge, kar pomeni, da trgovina proda in ne ostaja. Hkrati bo rekla, da pa glavni čas za prodajo nogavic je novembra in decembra, ko predvsem gre do nogavičke za darila. Hkrati pa imam tudi svojo spletno stran, tako da si lahko tudi pač vmes za darila ljudje kupijo ali pa po želji. Bo rekla, nisem zelo agresivna s samim oglaševanjem, tako da... No, sem bil pa jaz toliko bolj agresiven, pa sem te povabil k nam v studio. Ja. Zdaj se recimo sloksi, kateri nosijo slovenske motive, razširili, si že kar razširila svoj repertoar. Začela si s kranjsko klobaso. Tele so bile prve izdelani, prvi dizajn izdelan. Kaj pa zdaj že imamo? Jaz vidim potico, vidim rebulo, vidim cviček, pa teran. Kaj vse poznamo? Ja, zdaj v bistvu manjkajo še medene. Medene so bile narejene lani, v bistvu ob Svetovnem dnevu čebel. V bistvu sem se obrnila na gospoda, ki je za prvi svetovni dan čebel oblikoval priložnosti kovanec. Pa to je tale priznani slovenski arhitekt Jani Vizjak. Ja, Jani Vizjak, ja. Tako da sva v bistvu nekak skupen produkt naredila, kar je bistveno pa, da na sloksih je na zadnjem delu etikete je zgodba v slovenščini in angleščini, ki promovira zgodbo motiva. In nam popestri v bistvu, včasih se človek kar malo več nauči zaradi ene anekdotice, števila podatkov, kateri so gor napisani. To bom rekla, so zelo etnološko ustrezni, saj sem pač etnologinja, ampak naprimer pri kranjski klobasi izvemo, da je bila pač kranjska klobasa tudi v vesolju, kar mogoče ni vedel vsak Slovenec. To še jaz nisem vedel. Tako da je svetovno znana in v vesolju znana klobasa. Tako da ja, začetek je bil tudi sodelovanja z občinami, namreč pač v sodelovanju z Idrijo smo naredili idrijsko čipko v temno modri, ne vem, kako se vidi kaj na kameri, in rdeči barvi. Sedaj smo pa z Brdi naredili eno sodelovanje in sicer zdaj prihajajo briške češnje, kakor je sezona briških češenj, pa tudi sezona nogavičk z briškimi češnjami, ki so tudi bile zelo znane v sami Evropi. Namreč izvažali so jih na Dunaj, pa vse do Sankt Peterburga. Mislim, če danes razmišljamo, kako je zelo težko s transportom takih pokvarljivih živil, se malce zamislimo, kako so to pred leti izvažali. Tako daleč. In si raziskala zdaj to? In bo tudi to na etiketi? Bo tudi to na etiketi. Rebula je tudi en del same vinske zgodbe, teran pa cviček. Tako da, kot sem se rekla, tako da se tudi posvetim našim avtohtonim sortam in posebnostem. Za teran pa bom rekla, da ga bomo ohranili našega. Seveda, naš teran mora biti. In zdaj rekla si, da sodeluješ z občinami, kar se tiče novih motivov, kdaj pa tako. Kaj te pa samo inspirira? Si rečeš takole, recimo, blejska kremšnita. A si že razmišljala o blejski kremšniti? Sem razmišljala o blejski kremšniti. Pred kratkim, okoli novega leta, smo naredili v sodelovanju z revijo KUL. KUL je revija za mlajše občinstvo, tukaj so punčke od 8 do 15 let in smo v bistvu izvedli nek nagradni natečaj, kjer smo inspirirali predvsem deklice, da so zrisale svoj motiv na nogavičkah. In takrat se je kar dosti udeležencev tega natečaja
in tudi sama zmagovalka odločilo za brejsko klemšnito. In bo rekla, zelo sem bila vesela, da so me povabili, da smo izvedli ta nagradni natečaj. Nagrada so bili seveda nogavice. Drugače. Ja, ampak sem bila presenečena, ker v bistvu naloga je bila, da izbero en slovenski motiv, ker jih najbolj inspirira. Povezan s hrano? Ali ja, mislim, karkoli. In sem bila zelo presenečena, da so izbrali blejsko kremšnito. Namreč podobno kremšnito se deli v Evropi kar 8 držav, je pa seveda najbolj znana blejska med njimi. Ne pa kakšna poljska kremufka. Se mi spomnili, mi gremo na hitro v oglase, po oglasih se pa seveda vrnemo 1, 2, 3 nazaj, kar ti Tina ima še mnogo katero nogavico za predstaviti. Morda celo bolj južnoslovansko, slovansko-balkansko, kajti po oglasih pa kakšna beseda več še o Slav Soksih. Made in Slovenija, kar piše gor. Se gledamo, ostanite z nami. Dobrodošli nazaj v našo družbo in beseda teče o nogavicah. Kdo pa ne mara lepih in unikatnih nogavic? In zato je z mano danes tukaj Tina Mentol, kreatorica Sloksov in Slav Soksov. In jaz predlagam, Tina, da si začetek kar pogledamo tvoj video, ki si ga pripravila, predstavitveni video Slav Soksov, katere krasijo pa take fine besede, kakor so jugo, ajvar, burek, rakija in še marsikaj. Pa v videu je tudi marsikatera zanimiva oseba, tako da kar poglejmo si tale kratek, zanimiv video, potem pa takoj nazaj v studio. Dobrodošli nazaj. Ja, takole veselo je lahko z nogavicami. Z menoj Tina Mentol, kreatorica Sloksov in Slav Soksov. In v Sloksih sva že nekaj povedala, tukaj le so zbrani. No, skoraj da vsi motivi, kar nekaj jih še manjka. Ampak zdaj si pa začela tudi z Slav Soksi, morda si malce razširila svoj trg. To je pa namišljeno vsem nam Jugoslavenom. Ja, v bistvu tako. Vsi so me hecali, kdaj bom naredila burek, ker sem etnologinja in zame, mislim, sej burek je prisoten med nami, ampak ima čist drugi pomen pri nas, kakor ga ima na Balkanu, ker pri nas ga jemljamo kot element fast fooda. Na Balkanu je pa pač to zelo vsakdanja reč in hkrati tudi stvar, ki se jo jemlje z respektom. Tako da ja, sem pa razmišljala, kaj narediti. Seveda pač jaz ne razumem nobene šale in sem se tega zelo resno lotila. Hkrati pač nogavice so še vedno ekološke in sem pa potem razmišljala, kako te bele čarape združiti z nekimi elementi. Hkrati tukaj ni zgodbice odzadaj, ker bom rekla, ajvar si razdelimo med 6-7 držav, vsakdo pripravlja svoj ajvar, v Sloveniji ga kupimo v trgovini, ampak povem kot zanimivost, da v bistvu Slovenija je edina zaščitila ajvar. Kot blagovno znamko. Kot blagovno znamko v Evropi in potem v bistvu ostali niso mogli prodajati ajvarja v Nemčiji pod oznako ajvar. Prvi pride, prvi melje. Ja, tako je. Svetu marketinga in zaščite blagovnih znamk. Sem pa v bistvu naredila neko novo entiteto, imenuje se Slovenija, združuje vse Slovane. Tukaj bom rekla, ni narodnosti, ni religije, ni takih stvari, ki nas razlikujejo med nami, ampak so samo stvari, ki nas združujejo, stvari z našega kolektivnega spomina in stvari, ki živijo med nami. Zato imamo sarme, rakijo, burek, big business po drugi strani, čevape, jugo pa slave. Tako da tukaj sem gledala, da smo izbrali nekaj z neke površine in vsak vidi lahko svoj burek drugače. So pa morda tele Slav Soks malce bolj športni.
Ne? Ja, v bistvu so športne, gre za v bistvu 100% načesan bombaž, še vedno ekološki, narejen v Sloveniji, ampak je to v bistvu Slovenija. Ne promoviram toliko Slovenije, ker se mi zdi, da tukaj ne igra nobene vloge, še vedno so okrašene s certifikatom, certifikat pa privede do samega proizvajalca. Ampak ja, citrala sem pa na širši trg, tudi požele so ogromno uspeha. Bo rekla od decembra 2020, ko smo pač naredili v fotografijo v Ljubljani, so romale praktično povsod. Po celem Balkanu. Po celem Balkanu in pa tudi po celem svetu, zaradi tega, ker hvala Bogu za Instagram, hvala Bogu za Facebook, hvala Bogu za Telegram in za ostala omrežja, se je kar razširil kot požar. Tudi sama sem potem bila zelo presenečena, pa predvsem to, da naprimer sodelavci, ki niso Balkanci, so svojim drugim sodelavcem kupili burek, nogavice samo zaradi tega, ker so jih nekje videli, tudi kakšni Nemčiji, Nizozemski, Finskem, Norveškem, ni da ni. Tako da Slav Sox nekako čez cel svet, se kateri še posebej dobro prodajajo, naprimer burek, rakija. Ja, v bistvu tako zelo je nihal. Najprej se je rakija pa burek zelo dobro prodajal, potem se je v enem momentu začel ajvar noro prodajati. Seveda pa, ko je prišla nova kolekcija, zdaj je Jugoslavi, ko se je to začelo prodajati zelo dobro. Hkrati tudi drugi Slovani pišejo, da bi radi imeli kaj zase, sploh Poljska, Češka. Tako da hmalo odhajamo tudi tja s samimi idejami. Naslednja kolekcija bo še vedno posvečena Balkanu. Prihajajo bolj stvari, ki so vsakdanje z kulture, ki je trenutno prisotna, se pravi, bo nekako namenjen in mlajši in mogoče starejši generacijami, ampak ja, se tudi ostalim Slovanam kar približujemo. Vsem je všeč, pa tudi tistim, ki niso Slovani, tako da mogoče kmalu kar World Sox boš mogla. Ja, sem imel napisane We Ship Worldwide, tako da. We Ship Worldwide, to all Slavs. To all Slavs, ja. Vsem Slovanom. In si že razmišljala, kaj bi dala na te poljske gor, kaj je tako tipično poljskega, zlotki, to je njihov denar. Ja, pa piroge. Piroške, piroge, ja, to lahko gor napišeš. Ja. Za Čehe pa pivičko, ahoj pivičko. Ja, pa borovničke, ja, zdaj ne znam to čist naglasniti. Pač pri nas imamo vse, itak imamo vsi v bistvu in to šljivovico, slivovko, vse možno, ne, pa borovničke so tudi pri nas, čeprav se pri njih sam malo drugače naglasi. Pa slanina nam je vsem, pač hecanje. Skupna slanina? Ja. Reče oni slanina. Ja. Mislim, zelo zanimivo, koliko elementov nas združuje, v bistvu koliko imamo neke preteklosti, ki je mogoče čisto na drugih delih sveta, ampak nam je družna, ne? Tako da tukaj je pač ena brand, kateri združuje vse, ne glede na narod, veroizpoved, pozicijo, ki si v svetu. Rekla se tudi Nemci si kupijo ajvar, pa jim je čist hecen, da je ajvar gora, ne. Zaradi tega so ljubitelji ajvarja. Tako da. Ja, kdo pa ni ljubitelj ajvarja, ne? Ko ga enkrat probaš, to se mislim, tako bi se pa po mojem kar pokregali glede receptov, kaj vse gre pravi ajvar, kakšni paradižniki mora biti, ali malancan, ja, ali ga ne. Tako da. Jaz pravim, raj ne, no. To je moj osebni okus. Ja. Mogoče lahko narediš ene te štumfe ajvar brez malancanov. Rajš ne. Ali pa kaj takega. Si pa pri Slav Soxih imate pa zraven tudi si začela delati kaj lančiče. Ja, v bistvu gre za zlatne lance, ki so res deloma iz zlata in pozlačeni. Grejo pa okrog gležnjev. Za okrog gležnjev? Ja, mislim, tako kot mal na fora, mal zares. Letos je to prišlo tudi zelo v svet mode. Izdelam jih ročno. Tako da ti lanci se imenuje zlatan, zlata, milica, pa silvo. Silvo je seveda srebrn.
Bilo je seveda srebrn. Ja, Tina, jaz ti želim še veliko uspeha na tvoji štumfovski poti, Ja. če se smem tako izraziti, nogavični poti. Ne? Mislim, da tole je tudi kakšna imenitna razstava. Ja, prihajajo v bistvu tudi kolekcije, primerne za otroke na obeh. Ja, no, ko jo boš pa naredila, boš pa še tisto kolekcijo prišla pripraviti, ne? Ker ti z nogavicami takole pomagaš prepoznavnosti Slovenije. In Slovenije in vseh Slovanov. In vseh drugih slovanskih narodov, kultur in običajev. Tako da le obiščite spletne strani, spletne trgovine, ne? www.sloks.net pa www.slavsoks.com. Pa seveda sledite na Instagramu. Bomo pa mi tudi nedvomno podarili kakšen par tehle nogavic, a seveda nagradno vprašanje pride ob koncu oddaje. Tina Mentol, najlepša hvala da si predstavila tvoje nogavice in pa seveda vabljena nazaj v našo družbo, takoj, ko pride kaj novega. Ja, bom. Hvala za povabil. Vi pa ostanite z nami, mi gremo na hitro v oglase, po oglasih pa že v knjižnico reči. Prej pa seveda še prometno poročilo. Se gledamo.